Ljubitelice in ljubitelji slovenskega nogometa, prav lepo pozdravljeni. Sliko smo se preselili v Goriški športni park, kjer bomo sklenili 6. krog prve lige Telemach. Zadnja tekma tega kroga pa pripada Goričanom in Domžalčanom, ki bodo torej kot zadnji odigrali na tem, oziroma v tem ponedeljkovem večeru svojo tekmo 6. kroga elitnega slovenskega nogometnega razreda. Saitovski je tule prišel do strela kot za Gorico. Ura igre, oziroma pol ure igre za nami. Ahmetaj. Nesporazum zdaj v domžalski obrambi. Širok. Ankra proti Mariniču. Tole je zdaj lahko nevarno. Krajnc je pred vrati. Za Iliniča v tej sezoni. Ahmetaj, dobra podaja, Velikonja v prazno, ni še konec akcije. Krajnc prek vrat. Kovačević pošilja žogo nazaj, tu je Husmani. Husmani zdaj proti Kovačeviću, tole je priložnost za Domžalčane, Kovačević prečka Domžalčanov, no tole pa je bilo zdaj veliko opozorilo tudi za domačo obrambo. Saitovski poizkuša s podajo proti Mevli, ta je zdaj našel Urbančiča, Urbančič preigrava in podaja v kazenski prostor, tole je zdaj lahko nevarno priložnost. Velikonja na Krajnca, ta pa prek vrat. Goričani žogo prenesti na polovico Domžalčanov, tu je Ankrah proti Mariniču. Marinič mimo Husmanija, Marinič bi lahko tudi streljal, odločil se je za podajo, priložnost znova za Krajnca. Krajnc. Do strela! Veliko težav za Mulaliča. Markuš pa potem lepo Repas na stran. Tam je Kovačević, ki ima zdaj nekaj več prostora. Kovačević zvito proti Repasu. Repas poizkuša. Dobro je svoje delo potem opravil v obrambi Hrka. Zmanjkalo je zdaj energije Kovačeviću. Mislim, da ga je zagrabil Krč v najbolj neprimernem trenutku, ko bi moral pravzaprav odpreti desno stran, kjer se je ponujal Perc. Lepo pa zdaj Krajnc. Krajnc ima veliko priložnost! Po koncu tekme v moji družbi Miran Severnič, zagotovo z vaše plati pozitivno to, da je Gorica prekinila niz porazov, ampak glede na priložnosti ostaja kaj grenkega priokusa, da danes ni na računu vseh 3 točk? Ja, mislim, da se je odigralo dobro tekmo z dobrim nasprotnikom. Mogoče smo imeli mi, še posebno drugi polčas, malo več od igre, pritiska. Domžale nevarni, dvakrat močno, mi tudi šanse, neke pol priložnosti, dosti prekinitev. Tako da tekma v redu. Mislim, da moram pohvaliti fantom za trud. Tudi igrišče ni prav idealno, vendar smo se sfajtali, tudi taktično zelo zrelo smo odigrali. Kot ste rekli, točka v tem momentu pride prav, predvsem psihološkega z vidika in tako da je pozitivno. Kar vas verjetno še veseli je dejstvo, da niste prejeli zadetka, verjetno bodo te ničle zadaj kar pomembne pri doseganju vaših ciljev v sezoni. Ja, vsaka točka je težko prigarana. Treba pa malo bolj konkretnosti. Igrali smo dobro, poskušali smo, ampak treba biti malo bolj konkreten, kar se ponudi. In da se da ta gol, zato se igra. Ampak kot sem rekel, mislim, da smo odigrali v kompletu kot moštvo dobro. Najlepša hvala in srečno. Po koncu tekme v moji družbi gostujoči strateg Simon Rožman, nekako se je med tekmo zdelo, da edino, s čimer bo se danes zadovoljni, je to, da niste izgubili. Glede na napovedi pred tekmo, verjetno s podobo ne morete biti preveč zadovoljni. Ja, se strinjam, zelo tekmovalna tekma. Bi rekel, vsebina na igrišču ni bila pretirana iz nobene strani. Nekako smo čakali eni in drugi na mogoče kakšno napako, ampak glede na zgodovino, bom rekel, našo na tem težkem gostovanju, smo si sigurno želeli, bom rekel, ne izgubiti.
To nam je na koncu tudi uspelo, imamo pa sigurno v sami igri ogromno rezerv. Prvi polčas mogoče soliden, tista prečka bi lahko mogoče tekmo obrnila v kakšno drugo smer, drugi polčas pa nekako smo veseli, da smo na koncu izvlekli točko. Po tisti tekmi proti Mariboru, ko se je zdelo, da je ta prenovljen napad zelo živahen, zelo igriv, da mu tudi veliko uspeva, kar se tiče konkretnosti, danes precej drugačna tekma. Kje je recimo razlog? Ja, sigurno bomo zadevo analizirali. Težko je v kontinuiranem napadu, bom rekel, si pripraviti na dokaj težkem igrišču neke idealne situacije, kjer moraš odigrati na hitro. Ogromno je bilo igre ena na ena s hrbtom, bi rekel, prepočasnosti, da bi si lahko kjerkoli napravili kakršnokoli sodelovanje v zadnji tretjini, tako da sigurno igralci se tega zavedajo, ampak tako kot sem rekel, sem pa vesel, da je ekipa pokazala karakter tekmovalnosti. Vsaka točka bo v tem prvenstvu zelo pomembna, ekipe so izenačene in tako sem rekel, iz Nove Gorice smo zadovoljni s točko. Najlepša hvala, srečno. Po koncu tekme še v moji družbi Leon Marinič. Dobra tekma strani Goričanov, morda celo, kar se tiče v napadu, ena najboljših v sezoni. Manjkal je zadetek. Kaj se nekako vam zdi, da je še manjkalo do boljše realizacije? Jaz mislim, da za boljšo realizacijo potrebujemo samo malo koncentracije. Da prihajamo v šanse je v bistvu najbolj pomembno, tako da goli bojo. Sem prepričan v to. Danes prvič od prve minute, kar se tiče vas, verjetno tudi neka potrditev dobrega dela na treningih in tudi glede na videno, ste zadovoljni z vašo predstavo? Ja, sem zadovoljen. Mogoče, kot ste rekli, nekajšen gol bi prišel prav, ampak sem vesel, da mi je zaupal Srebrnič, trener, in da sem dokaj dobro izkoristil to priložnost. Bo pa tudi za slačilnico verjetno pomembno, da je zdaj tale niz porazov prekinjen. Seveda. In naslednja tekma pričakujemo zmago. Najlepša hvala, srečno. Hvala vam. Po koncu tekme v moji družbi s Tabora Domžal, Ajdin Mulalić, veseli verjetno dejstvo, da niste prejeli zadetka, ampak ste morda pričakovali danes celo bolj miren večer, kot je bil tale v Novi Gorici. Sigurno, šli smo na 3 pike, vemo pa po drugi strani, da v Gorici nikoli ni lahko igrati. Vedno, ponovadi smo igrali, ustvarjali se priložnosti, na koncu smo pa odnesli ničlo domov brez pik. Danes je bilo bolj ali manj jasno, da bo odločila ena prekinitev ali pa ena izkoriščena priložnost. Nismo izkoristili ne mi, ne oni, na koncu mislim, da pravična pika. Vseeno, če pogledate z pozitivne plati, to je 4. tekma, ki je niste izgubili, ste blizu vrha lestvice, verjetno, če potegnete črto po teh 6 tekem, kar zadovoljni z izplenom. Ja, smo. Mislim, da na tekmah bi se lahko iztržili še več. Po drugi strani, kot ste rekli, vedno vsako tekmo smo boljši in boljši in mislim, da smo na pravi poti in da bo vsako tekmo vse bolj in bolj. Najlepša hvala, srečno.